Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Med vsemi stvarmi, ki obstajajo, so nekatere dobre, druge slabe, še druge so indiferentne. Dobre so vrline in vse, kar v njih deli, slabe so pomanjkljivosti in vse, kar se jim predaja, indiferentne ležijo med vrlino in pomanjkljivostjo in vključujejo bogastvo, zdravje, življenje, smrt, užitek in bolečino. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktetova misel razdeli svet na dobre, slabe in indiferentne stvari. Po njegovem mnenju so vrline in vse, kar v njih deli, dobre. To so lastnosti, kot so poštenost, pogum, odločnost, ki jih kot posamezniki cenimo in ki oblikujejo naš značaj. Na drugi strani so slabe stvari pomanjkljivosti in vsi, ki se jim predajajo. To so stvari, kot so sebičnost, zavist, jeza, ki povzročajo negativne posledice in od nas odvzamejo najboljše. Toda med temi dvema skrajnostima so stvari, ki so po Epiktetovem mnenju indiferentne. Te vključujejo bogastvo, zdravje, življenje, smrt, užitek in bolečino. To ne pomeni, da so te stvari nepomembne, ampak da jih ne smemo vrednotiti na enak način kot vrline ali pomanjkljivosti. To so stvari, ki so lahko del našega življenja, vendar ne definirajo, kdo smo kot osebe. Na primer, biti bogat ni niti dobro, niti slabo. Kaj storimo s tem bogastvom, ali ga uporabimo za pomaganje drugim ali pa ga sebično zadržimo, je tisto, kar resnično šteje. Podobno z zdravjem, biti zdrav ali bolan samo po sebi ni dobro ali slabo. Pomembno je, kako se odzivamo na te okoliščine. To so pomembne lekcije za sodobni svet, kjer smo pogosto ujeti v materializem in se osredotočamo na zunanje kazalnike uspeha, namesto da bi cenili vrline in se borili proti pomanjkljivostim. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.